Jo, folk, dobrodošli v novem videu in tale video je v bistvu za vse tiste, ki v bistvu razmišljate o nakupu enega tazga luksuznega električnega vozila. No in če ste v marketu za nek luksuzen EV, imate v bistvu dve main opciji in to je Porsche Taycan ali pa Tesla. In glede na to, da smo midva oba ta avta sprobala, bova danes v bistvu povedala, kjer avto je nama bolj všeč, pogledali bomo malo range, charging, pol acceleration, malo handling, kako se vozi avto, in pa seveda na koncu še ceno, pa kakšen value dobite za to ceno in pa še vam bomo pa povedala najno mnenje, kjer ga se malo bolj splača. No, če začnemo z rangeom, Taycan 4S ima res slab range in tukaj ni debate, se pravi, to ima samo 370 km rangea. Taycan Turbo pa Turbo S imata pa še manj rangea kakor tale. Tesla Model S ima pa dost long range v primerjavi s tem in sicer malo več kakor 600 km, se pravi skoraj dvakrat več, no. In na tem področju je Tesla res boljša. No, kar se pa tiče polnjenja avta, pri Tesli, če jo čez noč filate, vas pol naslednji dan res ne rab skrbeti, da vam bo zmanjkalo baterije, medtem ko tukaj rabite že malo paziti, no. Po pa še te charging stationi, recimo za Teslo je v Sloveniji že kar nekaj chargerjev, sicer res malo, ampak jih je nekaj, medtem ko turbo chargerjev za Porsche pa sploh ni, ne. Tako da je to ena taka pomanjkljivost, sploh za Slovenijo. No, kar se tiče performansa, so pa v bistvu oba ta avta sta ena izmed hitrejših avtov, kar jih je. Zdaj, če vzamemo res te najdražje, najhitrejše modele, se pravi Taycan Turbo S pa Model S Plate, je Taycan Turbo S od 0 do 100 pospeš v 2,7 sekunde, Model S Plate pa v še manj kot 2 sekunde, v 1,9 se mi zdi. No zdaj, ama teh 0,7 sekund res sploh kaj veze, probably za večino vas ne, zato ker bo kjerkoli avto od teh dveh boste najverjetneje najhitrejši na cesti. Zdaj, kar se pa tiče tako na splošno driving experience pa handlanja, se pa meni zdi Porsche res boljši avto, čeprav je Tesla hitrejši. No in Taycan je res bolj zabaven za furat, sploh če ste na kakšnih malo bolj takih zahtevnih cestah. Ne vem, če Tesla pritisnete na onih cestah, bo začel kar malo mogoče tresti vzadaj, medtem ko tegale Porsche lahko res pritisnete in bo... Kar se pa tiče videza, ima Tesla res bolj minimalističen look in bi bilo res zelo dobro, če bi jo tako malo po-upgradala, ne. Zdaj pa kar se tiče tega Porscheja, za razliko od Tesla, tole res izgleda kakor športen avto. Isto vleče malo na Panamero, a ne, tako dizajn je res tak jak, tudi futuristiki in malo minimalističen, ampak hkrati da res luksuzen občutek, ki si v avtu. Porsche je tudi noter ful bolj kvaliteten, bolj kvaliteten kakor Tesla in to se res vidi, da je Tesla tle cutala marginse na teh stvareh, no. Ok, zdaj, če pogledamo ceno teh dveh vozil, zdaj za najbolj osnovnega Taycana bo se dal lih malo pod 100k, ampak če boste v hotel tegale Taycana 4S, je že takoj pride na 115 000 in probably boste tudi še dodali kakšen paket, drugače je avto dost basic in vas takoj pride tam še dodatnih 10-20 jurjev. Tako da, ne vem, takle Taycan pride tam okoli 140 000. No, medtem ko zdaj Model S long range je najbolj osnoven model, se začne pri 80 000, polka dodate še full self-driving, pa kakšen paket mogoče vas tudi pride tam okoli 100 000. Tako da Tesla je cenejša, ne. Tudi če pogledamo najdražje modele, se pravi Turbo S pa Model S Plate, je tam 50 000 evrov razlike, ne. Model S Plate je 150 000, medtem ko Taycan Turbo S pod tam 200 000 ne boste dobili. In tako da lahko rečemo, da Porsche je ful bolj luksuzen avto, kar se tudi vidi pri ceni in pač ja, dobite v bistvu to, kar plačate, ne. Porsche je definitivno bolj luksuzen. No, zdaj, kjer avto se bolj splača kupiti? Zdaj, če ne bi gledal na ceno, v bistvu, če bi mi bilo vse koliko zapravim, bi takoj bavil Porscheja, ampak če pa vzamemo v bistvu tukaj še zraven ceno in v bistvu za kjer avto vi dobite najboljši value za vaš denar, se pa mogoče kle bolj splača pol Tesla. Težko je reči, kjer se bolj splača, ker je to pač dosti odvisno od osebe. Če vi rabite nek daily driver, probably tale Porsche ne bo za vas, ne, zato ker pač je dosti tak, je športen avto, ne moreš
ni lih funkcionalen avto. Medtem ko Tesla je pa dosti tak avto, ki ga lahko voziš vsak dan, lahko delaš vse stvari z njem. Zdaj, če si pa hočete baviti nek športen avto, če ga hočete furati, pa si pa kupite Porscheja, ne, bo se v bistvu driving experience je ful boljši v Porscheju in ja, pač bolj se boste zabavali s Porschejem. No, na to je bil video, ko so v bistvu sam primerjala malo Tesla pa Porscheja, ker so zdaj oboje experiencala in upam, da ste uživali v tem. Zdaj, če hočete še kakšne take jebene električne avte, lahko tudi neelektrične seveda, napišite spodaj kjere, pa se bo pol midva odločila, tako kot so se zdaj. Tako da ja, followite naju na Instagramu, CryptoTrady, StockTrady in vsi updati bodo tam gor daily, tako da če vas tak content res zanima, prosim, followite na Instagramu, drugače pa ostanite varni.